Povedali so nam, da so pandemije biološke nesreče, ki trajajo leta, da se pojavijo. Kaj pa, če to ni res? Novi dokazi nakazujejo nekaj veliko bolj zaskrbljujočega. Naslednji svetovni ubijalec je že tam zunaj in čaka. Že je vnaprej programiran, da ugrabi vaše celice prav zdaj. Kaj pa, če v zgodbi o izvoru covida nikoli ni manjkala nobena povezava? Ne zaradi zarote, ampak ker virus morda sploh ni potreboval evolucije, da bi nas okužil. Rojen je bil z glavnim ključem. In če to drži, ne čakamo, da se naslednja pandemija razvije. Čakamo, da pride. Od prvega dne obstoja je človeštvo moralo krmariti po biološkem minskem polju. Vedeli smo, da tam zunaj obstajajo virusi, nevidni s prostim očesom. Vedeli smo, da imajo potencial, da povzročijo razdejanje v naših telesih in celo prezgodaj končajo naša življenja. Mislili smo, da imamo določeno stopnjo varnosti. Dolga leta, celo generacije so bile javnozdravstvene politike, strategije cepljenja in sistemi odzivanja na pandemije osnovani na eni sami in pomembni predpostavki, da obstaja nekakšen varovalni sloj med nami in virusi, ki bi nas lahko potencialno izbrisali. Verjeli smo, da mikrobi v bistvu sledijo vnaprej začrtani poti korak za korakom. Najprej bi se ti virusi razširili med živalsko populacijo, preden bi sčasoma preskočili na drugo vrsto, kot je luskavec, prašič ali morda celo cibetka. In prav tam so se stvari začele spreminjati. V teh novih gostiteljih bi se virus začel spreminjati. Vsaka okužba je ustvarila nove kopije. Vsaka nova kopija je bila nova priložnost za napako, novo mutacijo. Večina jih ni pripeljala nikamor, a sčasoma so se te mutacije lahko nakopičile in na koncu bi virus morda naletel na točno tista orodja, ki jih potrebuje za okužbo ljudi. Takrat bi nas moralo začeti skrbeti. Ko bi pridobili sposobnost okužbe ljudi, bi se lahko širili od osebe do osebe. Medtem ko bi se širili skozi populacijo, bi lahko sprožili močne imunske odzive, zaradi katerih bi zboleli. V najboljšem primeru to pomeni bolečino, vročino in nelagodje. V najslabšem primeru pa lahko to stane življenja. Znanstveniki so to oviro poimenovali vrstna pregrada. To je bila ideja, da živalski virusi ne morejo preprosto preskočiti na ljudi. Preden bi naredili ta preskok, so menili, da potrebujejo mesece, leta ali celo desetletja evolucije znotraj živalskih populacij. Bilo je kot ključ, ki ga je bilo treba še obrusiti, preden bi lahko ustrezal edinstveni ključavnici človeškega telesa. In to je bilo pomembno. To je nakazovalo, da obstaja razdalja med nami in najbolj nevarnimi virusi na svetu. Medvrstna pregrada ni bila le znanstveni pojem, postala je nekakšna varnostna mreža. Prepričanje, da bomo imeli časovno okno, da opazimo virus, ki se širi med živalskimi populacijami, spremljamo, kako se spreminja in ga ustavimo, preden pride do nas. Kaj pa, če to okno nikoli ni obstajalo? Kaj pa, če je bil virus že nabit in pripravljen, da udari? Nedavne raziskave razkrivajo, da model evolucijske ovire morda ni niti približno tako trden, kot smo mislili. Saj, če morajo virusi mutirati, da nas okužijo, kako so potem najhujši izbruhi v zgodovini ta korak povsem preskočili? Da bi razumeli posledice te biovarnostne slepe pege, se moramo vrniti k eni najhujših pandemij, kar jih je Zemlja kdaj doživela – španski gripi. V samo 2 letih je okužila približno tretjino svetovnega prebivalstva in ubila več 10 milijonov ljudi. To je bil izjemno smrtonosen sev gripe H1N1, ki je povzročil kaos v obsegu, kakršnega svet še ni videl. V desetletjih, ki so sledila, so znanstveniki skušali natančno razumeti, kako se je to zgodilo. Sledili so njeni poti in razvili model, kako se pandemije širijo. Skoraj stoletje smo mislili, da je ta model pravilen. Pandemijo so prikazovali kot počasi razvijajočo se katastrofo, niz dogodkov, ki so se odvijali skozi leta, ne mesece. Če bi obstajalo opozorilno obdobje, bi se tragediji lahko izognili. Toda ta pripoved se je razblinila okoli preloma tisočletja. Znanstveniki so izkopali in analizirali trupla žrtev španske gripe iz inuitske skupnosti v Brevigu na Aljaski. Trupla so bila popolnoma ohranjena v permafrostu, kar je raziskovalcem omogočilo, da so pridobili vzorce virusne RNA. NATO so lahko učinkovito rekonstruirali virus z uporabo sodobnih tehnik genomskega sekvenciranja. In takrat so odkrili resnico. Resnico, ki je na novo napisala pravila o tem, kako virusi delujejo. Izkazalo se je, da virus H1N1 iz leta 1918 ni leta mutiral v prašičih, preden je preskočil na človeško populacijo. Verjelo se je, da se je začel kot ptičji virus, ki izvira iz ptic, in nekje na poti je razvil nekaj pomembnega. Hemaglutinin oziroma protein HA, ki je bil že prilagojen človeku in je bil sposoben vezave na človeške celice. Z drugimi besedami, virus je že imel ključ, ki ga je potreboval, da odklene vrata človeškega telesa. V trenutku prenosa, ko je prešel iz divjih ptičjih populacij na ljudi, mu ni bilo treba doživeti nobene hitre mutacije. Ni se mu bilo treba množiti, da bi razvil orodja, ki jih je potreboval za začetek svetovne pandemije. Bil je kot že pripravljeno biološko orožje, najdeno v naravi. In to je popolnoma ovrglo vse, v kar je znanstvena skupnost verjela o tem virusu.
To je postavilo pod vprašaj idejo o dolgem opozorilnem obdobju in tako imenovano evolucijsko oviro samo. Toda vsak virus je drugačen, mutirajo in se širijo na različne načine. S tem v mislih je znanstvenikom ostalo eno ključno vprašanje. Je bilo leto 1918 le nenavadna zgodovinska naključnost, enkraten primer virusa, ki je prekršil pravila, ali pa narava množično proizvaja ta že pripravljena orožja prav zdaj? Leta 2021 je skupina raziskovalcev odkrila nekaj, kar je popolnoma spremenilo naše razumevanje delovanja virusov. To je bilo na vrhuncu pandemije COVID-19, ki jo je povzročil sev koronavirusa SARS-CoV-2. Obstajalo je veliko različnih teorij o tem, kako je ta virus nastal in prenesel živali na ljudi. Več študij je kazalo na populacije netopirjev, zato so se raziskovalci odločili ugotoviti, ali lahko najdejo to manjkajočo povezavo. Raziskovali so apnenčaste jame v Laosu v jugovzhodnji Aziji, zbirali vzorce različnih vrst netopirjev in jih odnesli nazaj v laboratorij na analizo. Odkriti so bili divji koronavirusi netopirjev, med katerimi so izstopali trije poimenovani Banal 52. Banal 52, Banal 103 in Banal 236, zaradi svojih značilnih genskih podobnosti s SARS-CoV-2. Nadaljnja analiza je pokazala, da so imeli vsi trije poseben protein bodice, ki se je dejansko lahko pritrdil na ACE2 receptorje človeških celic. ACE2 receptorji delujejo kot vstopne točke na površini naših celic. Predstavljajte si jih kot ključavnice. Proteini bodice pa so ključi, ki jih virusi uporabljajo, da jih odklenejo in vstopijo v telo. Vsi ti virusi so imeli potreben ključ, vendar to še ni vse. Z uporabo naprednih tehnik, kot so meritve vezave in računalniške simulacije, so raziskovalci odkrili nekaj nepričakovanega. Trije netopirski virusi so se obnašali skoraj enako kot prvotni wuhanski sev SARS-CoV-2. V nekaterih primerih so bili celo boljši pri vezavi na človeške celice, telesu pa skoraj niso dali nobene možnosti, da bi preprečilo okužbo. Eden izmed njih, BANAL 236, je jasno pokazal, da se lahko množi znotraj človeških celic. Ti virusi, ki so jih našli daleč od urbanih središč, so bili v nekaterih pogledih bolje opremljeni za okužbo ljudi kot sev, ki je istočasno ustavljal družbo. In potem se je še poslabšalo. Za razliko od SARS-CoV-2, noben od divjih virusov ni imel furinskega cepitvenega mesta ali FCS. To je edinstvena molekularna struktura, ki virusom omogoča, da se zlahka zlijejo s človeškimi celicami. Takrat so skeptiki glede COVID-19 trdili, da je prisotnost FCS dokaz, da je bil SARS-CoV-2 zagotovo spremenjen v laboratoriju. To je tako redka značilnost v naravi. To je bil dokaz, ki je vse razkril. Toda divji virusi so dokazali, da je mati narava že ustvarjala vnaprej programirane virusne seve, ki bi v teoriji lahko obšli vrstno pregrado. Ljudje bi se lahko okužili veliko lažje, kot so pričakovali. Vse to brez počasnega, postopnega evolucijskega procesa, za katerega so znanstveniki dolgo domnevali, da je nujen. In če narava ustvarja te za človeka optimizirane ključe sredi džungle, kaj se zgodi, ko najdejo ključavnico? Koronavirus, povezan z respiratornim sindromom Bližnjega vzhoda, znan tudi kot MERS-CoV, je eden najbolj smrtonosnih patogenov na svetu. Virus povzroča bolezen znana kot MERS in lahko povzroči različne simptome, od vročine in kašlja do težav z dihanjem in driske. Prvi primer so odkrili leta 2012 v Saudski Arabiji. Od takrat se je pojavilo še več tisoč primerov s približno 35% smrtnostjo. Bilo je več pomembnih izbruhov, vključno z enim v Južni Koreji leta 2015, čeprav je bila večina primerov omejena na arabski polotok. Študije so pokazale, da se ljudje običajno okužijo z MERS-CoV prek stika s kamelami. Če sledimo običajnim epidemiološkim modelom, bi moral biti virus, ki ga najdemo pri teh kamelah, precej drugačen od tistega, ki ga najdemo v celicah umirajočih človeških bolnikov. Moral bi kazati jasne dokaze neštetih mutacij, ki so mu omogočile prehod iz ene vrste na drugo. Torej prav tiste spremembe, ki so mu omogočile preživetje v človeškem telesu. To bi potrdilo teorijo o vmesnem gostitelju, toda podatki tega ne kažejo. Ko so raziskovalci uporabili tehnike sekvenciranja genomov za kartiranje virusov MERS-CoV, najdenih pri ljudeh in kamelah, so odkrili zaskrbljujoče dejstvo. Oba sta skoraj popolnoma enaka. Natančneje, 99,9% sta identična. Nista oddaljena sorodnika, ampak biološki zrcalni sliki. To pomeni, da ta virus ne potrebuje nobenega obdobja učenja ali prilagajanja, da bi prešel iz ene vrste na drugo. Med njima ni nobenega velikega prepada, ampak le majhna, skoraj nevidna razlika 0,1%. Virus lahko preprosto prestopi medvrstno oviro z isto arhitekturo, na katero se zanaša pri okužbi živine in drugih živalskih populacij. To je popolnoma funkcionalen, popolnoma združljiv in sposoben napadalec, mikroskopsko orožje za množično uničevanje, ki je bolj prilagodljivo, kot smo si kdajkoli predstavljali.
Posledice tega so iz vidika biološke varnosti zastrašujoče. To odkritje nakazuje, da so virologi morda leta delali na napačnih informacijah. Iskali so napačne opozorilne znake, sledili nezanesljivim modelom in dovolili, da družba nezavedno stopa proti novi biološki krizi. Če so virusi, ki izvirajo iz živali, kot je MERS-CoV, že enaki različicam, ki ubijajo ljudi, koliko jih je še tam zunaj, ki samo čakajo, da sprožijo naslednjo pandemijo? Do zgodnjih 2020 smo vedeli, da obstajajo virusi, ki se lahko prenesejo živali na ljudi veliko hitreje, kot smo pričakovali. Znanstveniki so to dokazali na primerih, kot sta španska gripa in MERS-CoV, a mnogi so jih še vedno videli kot izjeme ali anomalije. Potem je prišla prelomna študija iz leta 2024. Pokazala je, da so te domnevne anomalije morda del večjega in zelo zaskrbljujočega trenda. Študijo so izvedli raziskovalci iz laboratorija Bluma na Centru za rakava obolenja Fred Hutch pod vodstvom evolucijskega biologa Jessija Bluma. Zasnovana je bila tako, da postavi hipotezo o evolucijski pregradi na najtežjo preizkušnjo. Želeli so izvedeti, ali virusi dejansko potrebujejo čas za prilagoditev, ko preskočijo na ljudi, ali pa so tega sposobni že od samega začetka. Zato se ekipa ni osredotočila le na eno izbruh ali virusni sev. Namesto tega so analizirali velike genomskih podatkovne zbirke, da bi razumeli, kako se obnašajo na molekularni ravni. Uporabili so tehniko imenovano globinsko mutacijsko skeniranje, da bi podrobno preučili določene virusne beljakovine. Njihova analiza je zajemala širok spekter virusov, vključno z gripo, SARS-CoV-2, HIV in virusom Zika. To jim je omogočilo, da so lahko prikazali, kako bi lahko na tisoče možnih mutacij vplivalo na sposobnost virusa, da se izogne protitelesom in okuži celice. Najprej so raziskovalci morali ustvariti tako imenovani pseudovirus. To so bile varne različice pravih patogenov, ki so lahko vstopile v celice, vendar se niso mogle razmnoževati. S tem so odpravili številna tveganja, povezana z delom z živimi, nevarnimi virusnimi sevi. Nato so lahko gensko spremenili virusne beljakovine, da so ustvarili lastne mutacije. To je bilo podobno načinom, kako se lahko virusna celica spremeni ali prilagodi, da poveča svojo nalezljivost in sposobnost preživetja v različnih gostiteljih in okoljih. Na to so testirali različice in raziskovalci so merili, kako dobro so se upirale proti telesom in kako močno so se vezale na gostiteljske celice. Podatki so kazali v eno smer. Nekatere najbolj smrtonosne pandemije v človeški zgodovini niso imele nobenega časa za prilagoditev med svojimi začetnimi izbruhi. Z drugimi besedami, ko so ti sevi prvič vstopili v človeško populacijo, jim ni bilo treba takoj evoluirati, da bi postali učinkovitejši pri okužbi ali izogibanju imunskemu sistemu. Ni jim bilo treba, tega so bili že sposobni. To razkriva resnično sistemsko pomanjkljivost v svetovnem zdravstvenem nadzoru in varnosti. Znanstvene skupnosti in virološke pobude, kot je program USAID Predicts, so verjele, da bi morali iskati viruse v naravi, ki začenjajo razvijati človeku podobne lastnosti, tiste, ki bi lahko utrle pot do razširjenih okužb. Medtem pa so bili bolj generalistični virusi, ki lahko okužijo več vrst, zgodovinsko gledano obravnavani kot manjše tveganje. To zato, ker se ne zdi, da bi bili prilagojeni za prenos med ljudmi. To raziskovanje je ta prepričanja postavilo na glavo. Nakazuje, da je, ko virus začne razvijati človeške lastnosti, že prepozno. Pandemija se je že začela. Študija je nakazovala, da bi lahko bilo danes v naravi veliko virusov, ki samo čakajo, da pridejo v stik s človeškimi gostitelji. Edini dejavnik, ki je očitno deloval pri človeštvu, je bil ta, da so bili ti virusni sevi omejeni na kraje, ki so daleč od človeških populacij. Zdi se, da so obstajali predvsem v džunglah, jamah in drugih oddaljenih ekosistemih. Če je to držalo, potem je to pojasnjevalo, zakaj so bile svetovne pandemije očitno dogodek, ki se zgodi enkrat na 100 let. Ljudje preprosto niso prihajali v stik s temi virusi. Model evolucijske ovire je bil morda porušen, vendar se je pojavila nova geografska ovira. Dejanska fizična razdalja med človeškimi populacijami in okuženimi živalmi nam pomaga ostati razmeroma varni. To je bila teorija. Raziskovalci so prišli do še ene zastrašujoče ugotovitve, ki je znanstvene skupnosti prisilila, da so se vrnile na začetek in ponovno ocenile svoje razumevanje virusne biologije. Ugotovili so, da ljudje v resnici ves čas prihajajo v stik s takšnimi virusi. Izvedena je bila študija, v katero je bilo vključenih skoraj 700 oseb iz podeželskih skupnosti v Mjanmaru. Preverili so jih za znake Sarbekov virusov, posebnih vrst koronavirusov, ki večinoma okužijo netopirje in imajo potencial, da se prenesejo na ljudi. Študija je pokazala, da je imelo 12,1% ljudi protitelesa za te viruse. To je pomenilo, da so bili v preteklosti izpostavljeni tem virusom. Ljudje so imeli bistveno večjo verjetnost, da bodo na testu pozitivni, če so delali v panogah, ki so vključevale preživljanje časa na prostem ali ravnanje s surovinami. To je vključevalo dejavnosti, kot so sečnja, lov in nabiranje gozdnih proizvodov. To je bilo pomembno odkritje.
V povprečju je bil več kot vsak 10. človek v teh delih sveta okužen z divjimi virusi. Večina teh okužb je povezana z netopirji, nekaj dokazov pa kaže tudi na luskavce. Toda če pogledate uradne evidence javnega zdravja iz teh istih območij, ne boste našli poročil o večjih izbruhih. Ni nepričakovanih porastov, atipičnih okužb, ni nenadnih zaprtij ali karanten. Toda vsi namigi so tam, skriti so v krvi teh posameznikov. Ti namigi so ostanki teh tihih preizkusnih izstrelitev orožij, ki še niso bila popolnoma sprožena. Stare razlage o tem, kako virusi delujejo, so bile na tej točki popolnoma izbrisane. Ljudje nismo tako posebni, kot so nas prepričevali. Vsaj v očeh virusov ne. Smo le naslednji člen v verigi. Virusi že imajo vse, kar potrebujejo, da nas okužijo. In to tudi aktivno počnejo, čeprav na mestih, ki ne polnijo naslovnic. Če je vse, kar smo doslej videli, resnično, so človeštvu šteti dnevi. Dokazi kažejo, da je imelo človeštvo srečo, da je preživelo do zdaj, saj v naravi kroži toliko potencialno smrtonosnih virusov. Na srečo obstaja ena stvar, ki nam je ves ta čas šla na roko. Naša zadnja obrambna linija. Biološka zaščita, ki je pomagala ohranjati človeštvo pri življenju že generacije. Tista, ki nam je omogočila preživeti pandemije, ki so ubile desetine milijonov ljudi. Imenuje se interferonski odziv in deluje kot vgrajen požarni zid telesa. Ko virus, ki je že prilagojen človeku, vstopi v telo, podatki kažejo, da nima težav z vezavo na receptorje in vstopom v celice. Že ima ključ, ki ga potrebuje za odklepanje teh bioloških ključavnic. To je lahek del, saj se v trenutku, ko vstopi v telo, začne nekaj drugega, nevidno odštevanje. Če virus ni dovolj hiter, ne bo imel dovolj možnosti za razmnoževanje in širjenje. Namesto tega bo v nekaj urah uničen. Tu nastopi interferonski odziv. Interferoni so skupina signalnih beljakovin, znanih tudi kot citokini. Telo jih proizvaja kot odziv na prisotnost tujih mikrobov, kot so virusi in bakterije. Kot že ime pove, so interferoni namenjeni temu, da motijo te vsiljivce. Upočasnijo jih, motijo njihovo razmnoževanje in jim otežijo, da bi se zasidrali v telesu. To počnejo na različne načine, vključno z aktivnim razgradnjo virusne RNK in opozarjanjem drugih celic, naj se branijo pred prihajajočo grožnjo. Študije kažejo, da je večina divjih virusov popolnoma nevtralizirana s tem začetnim celičnim protinapadom. Čeprav imajo virusi ključ, da vstopijo skozi glavna vrata, kmalu ugotovijo, da je hiša opremljena z najsodobnejšim varnostnim sistemom. Kajti za viruse pravi izziv ni le vstopiti v telo ali celo v celice. Pravi izziv je preživeti dovolj dolgo, da se lahko razmnožijo, da se hitro pomnožijo in prevzamejo nadzor, preden jih imunski sistem ustavi. To je edina stvar, ki nas rešuje pred stalnim stanjem pandemične izredne situacije. Časovno okno za opozorilo je odvisno od samega virusa. Nekateri virusi hitro mutirajo, kar jim omogoča, da oslabijo ali zaobidejo interferonske odzive. Druge viruse ustavijo prej. Poleg tega pa je vse odvisno tudi od sposobnosti telesa, da dovolj hitro zazna vdor, sproži alarm in aktivira svojo obrambo, še preden se virus lahko razširi. Zato ima eden od 10 ljudi v podeželskih vaseh Mjanmara ta protitelesa. Da, v njihove organizme so vdrli divji virusi iz netopirjev in drugih bitij, vendar to ni povzročilo množičnega izbruha ali pandemije, ki bi ustavila družbo. Njihova telesa so lahko pravočasno odreagirala in njihovi interferoni so opravili nalogo, za katero so bili ustvarjeni. Sovražnik je bil učinkovito odstranjen tik za grajskimi vrati. Ampak zakaj narava sploh ustvarja te ključe, pripravljene za človeka, če pa nismo primarna tarča? Jasno je, da je človeštvo že generacije izhajalo iz temeljnega napačnega razumevanja virusne evolucije. Desetletja smo verjeli, da se morajo virusi prilagoditi nam, ker smo tako drugačni in posebni v primerjavi z drugimi živalmi. Človeštvo je predstavljalo končno nagrado za te mikrobe, vrhunec njihovih evolucijskih poti. Podatki pa pripovedujejo povsem drugačno zgodbo. Kaže, da najuspešnejši virusni sevi v zgodovini, kot sta španska gripa iz leta 1918 in SARS-CoV-2 COVID-19, niso kazali nobenih večjih znakov nedavne prilagoditve na človeka. To so bili virusi, ki jih virologi imenujejo generalistični virusi. Niso se razvili v divjini ali mutirali v gostih džunglah. Niso bili vnaprej programirani, da bi okužili in ubijali prav ljudi. Niso potrebovali niti let naključnih mutacij, da bi dosegli obliko, pripravljeno za okužbo ljudi. Preprosto so se skozi čas razvili, da bi preživeli v okoljih z visoko gostoto več vrst. Naučili so se uspevati na mestih, kjer so bili prisotni netopirji, ptice, glodavci, primati in druga bitja. To jim daje ogromno prednost. Virusi se lažje širijo, kadar niso omejeni na eno samo vrsto. Ti virusi imajo v bistvu svoje univerzalne ključe, ki jim omogočajo, da gredo skoraj kamorkoli želijo. Z drugimi besedami, ljudje niso tarča. Niso niti končni cilj ali glavni namen. So le kolateralna škoda. To je tisto, zaradi česar je naslednja pandemija nevidna neizogibnost.
Strojna oprema že obstaja in je popolnoma združljiva s človeškim operacijskim sistemom. Ko narava ustvarja lastno biološko orožje, človeštvo ni ob strani. In ko gre kaj narobe, ima to posledice. Odkrijte grozljivo resnico o virusih, ki so dejansko ušli iz laboratorija. Ali pa si oglejte ta video.